Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes gostiva Matjaža Šajna, ki je direktor podjetja CGS Labs. Naj povem kar na začetku, da je Matjaž že bil gost v podcastu in to že skoraj leto nazaj v 11. oddaji. Pozdravljen, Matjaž. Ja, zdravo. No, lepo je spet s tabo govoriti. Lahko vseeno za tisti, ki morda niso slišali tiste 11. oddaje, pa na vsak način pozivam vse te, da tudi tisto oddajo grejo in poslušajo, da poveš nekaj malega o sebi. Ja, hvala. O sebi bi lahko povedal, da me stalno veseli delati to, kar počnem, da v bistvu že od nekaj svojih študijskih let sledim informatiki v gradbeništvu in danes sem vesel, ko vidim, da pravzaprav se dogaja cel preporod v tej naši panogi. Ne govorimo o digitalizaciji gradbeništva in mi je samo žal, da nisem kakšnih 20-30 let mlajši, ker mislim, da zdaj nove generacije čakajo res take, bi rekel, zelo zanimive zadeve. Kaj bi pa več povedal, seveda o sebi, seveda sem bi rekel, nekje 30 let vztrajam na tej poti, a ne, smo šli skozi vsa ta obdobja od uvajanja računalnikov, PC-jev, CAD-a, preko gospodarskih kriz in tako naprej do danes, se pravi, ko se odpirajo nove priložnosti. V bistvu sem nekje razpet med Slovenijo in tujino, veliko, seveda, prisotni smo povsod na vseh kontinentih, mislim, da tudi z svojimi pisarnami in ljudmi okoli, tako da dela nam ne zmanjka. No, jaz bi mogoče tule se malo ustavil pri eni spremembi, ki je med to današnjo oddajo pa tisto, ki smo imeli pred skoraj enim letom. In sicer takrat smo govorili, da ste iz CGS Labs, oziroma iz CGS Plus, zdaj ste pa iz CGS Labs. No, že jaz se zapletam, verjamem, da drugi tudi te razlike ne poznajo zdaj, a bi lahko mogoče malo o tem. Ja, tako bom rekel. Sej originalno je obstajal CGS, in potem smo nekoč tam po letu 2000 in ostal CGS Plus. In je tako, seveda, časi se malo spreminjajo in odločili smo se, da bomo v bistvu podjetje nekje zapeljali v dveh smereh. Moja polovica, tako da rečem, je ta razvojni del, po katerem mislim, da je tudi CGS ali CGS Plus bil najbolj prepoznaven, to je razvoj lastnih programskih izdelkov, predvsem za področje infrastrukture, z vsemi, spremljajočimi dejavnostmi. Tako da ta del, pravzaprav, se pravi lasten razvoj, lastni izdelki, ki jih tržimo po celem svetu, to je CGS Labs. To, kar v bistvu je CGS Plus, ostaja, zapravo bi rekel, bolj neka Autodesk distribucija, hardverski del, sistemska podpora uporabnikom. Tako, če lahko na kratko razložim. Po toliko letih mislim, da je bila potrebna ena osvežitev. Vedno so spremembe dobrodošle, moramo jih jemati za dobro in mislim, da je ta sprememba tudi zelo pozitivna. Tako vsaj doživljamo mi v CGS Labsu, kjer smo v tem zadnjem letu, ko smo se pripravljali na to uradno rečemo oddelitev podjetja, smo praktično, bi rekel, temeljito prenovili podjetje od temeljev do strehe.
in tako v smislu ljudi, zasedbe in pa vseh podpornih sistemov, ki pač jih imamo v podjetju, tako da mislim, da smo v tem trenutku res sodobno opremljeni, visokotehnološki in pripravljeni za nove izzive. Ja, super opis, v bistvu mogoče malo reklame, ker glih vašo spletno stran gledam, CGS Labs, mislim, se že meni se zatika. No. Vse se boste hvalili. Ja, sigurno. Vidim, da iščete razvojne inženirje, programerje. Pa me čisto zanima, kaj se od enega tazga programerja, razvojnega inženirja pričakuje? Ja, zanimivo vprašanje. V bistvu to predvsem tudi zaradi tega, ker zato, da vemo, kaj študenti v bistvu, a priporočiti kakšnega študenta ali ne, skratka, kaj iskati? Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu tako, seveda pri približno 25 zaposlenih v našem, recimo, podjetju CGS Labs je tako, da imamo, se pravi, prave razvojnike, to so računalničari, programeri, ki so študirali te zadeve. Imamo potem skupino inženirjev, ki so gradbeniki, geodeti, arhitekti in tako naprej, ki obvladajo stroko. In zdaj tukaj treba vmes vzpostaviti nek most med njimi. Dogajalo se sicer v preteklosti tudi, da smo imeli gradbenike, programerje, ki so pač vse bili v enem, ampak danes smo le šli v to, recimo, specializacijo. Če tudi ne bi imeli nič proti, da nek gradbenik tudi programira, da se ne motimo, ampak vseeno je recimo trenutna zasedba tako, da sami programeri so res imajo svojo izobrazbo, gradbeniki so, se pravi, gradbeniki, inženirji. Vmes pravzaprav obstaja tudi še kader, v bistvu, ki koordinira ves ta razvoj, ki spet niso programerji, ampak so v bistvu organizatorji dela. Pri nas je tako neka specifika, da imamo seveda v tolikih letih se nabralo ogromno nekih želja, izkušenj in tudi veliko programskih paketov imamo in nikoli ne prideš te stvari čez do konca. Tako da stalno smo na tem, da izbiramo, kaj je bolj važno, kaj je manj važno, delamo prioritete in seveda potem maksimalno pripravimo stvari za to, da razvojniki lahko svoje oddelajo. Tako da res zdaj v spomladi smo iskali dodatne programerje, nekaj smo že našli, razpis je še odprt, tako da se kar širimo. Zdaj se tukaj vsi občutimo, mislim, da malo to gospodarsko oživljanje ali pa vsaj optimizem je precej večji, tako da si vsi upamo malo več investirati. No, to je pa res ena pozitivna novica. Mislim, da imamo z Matevžem tudi tak občutek z najnimi gosti, ko govorimo, da se klima izboljšuje, tako da jaz upam, da bo šel v tej smeri naprej. Bi se pa tu navezal zdaj naprej na en drug dogodek, zaradi katerega se danes pravzaprav sploh pogovarjamo spet. In to je, da je bil pred kratkim organiziran še drugi BIM forum, katerega so organizatorji, ste tudi vi bili. A bi mogoče lahko malo o tem rekli, če si tudi na tem forumu bilo čutiti, da se klima izboljšuje? Ja. No, če malo povem o BIM forumu. V bistvu ideja o BIM forumu je zrasla tako rekoč na CGS. In seveda, ker smo tudi zelo aktivni v združenju CBIM, smo nekako se o tem skupaj pogovarjali in pred enim letom, se pravi junija 2016, smo prvič potem organizirali. Tukaj je nekje CGS je vedno v vlogi tega, bi rekel, operativnega organizatorja, ker nekako imamo kadre, imamo ljudi, imamo baze uporabnikov in tako naprej, lažje mi to, bi rekel, organiziramo. CBIM pa seveda kot organizacija, ki ima za cilj zaprav ne samo promocije BIM-a, ampak da BIM spravimo na tisto mesto, kamor mu gre, potem lahko kaj malo več kasneje. Tako da v tej kombinaciji pač organiziramo zdaj BIM forum, spravi dvakrat zaporedoma in je seveda želja tudi naprej. BIM forum je od drugih BIM dogodkov v Sloveniji
katerih mimo grede je bila letos cela poplava teh dogodkov. BIM forum je drugačen. BIM forum pravzaprav združuje vse, rečemo, deležnike ali vse neke zainteresirane iz področja gospodarstva in države. Tukaj je ključna država. Inštitucije državne, seveda od vlade, ministrstev, stanovskih združenj do univerz, če hočemo recimo, to na eni strani, na drugi gospodarstvo. Pri BIM-u vsi poznamo to zgodbo, da pravzaprav je gospodarstvo pri nas predvsej pred državo in sploh projektantska podjetja, ki imajo veliko visoko izobraženega kadra v naših projektantskih podjetjih. BIM ni problem. Tukaj smo vsi opremljeni za tehnologijo ali pač večinoma. Problem imamo drugje, da mora to država prepoznati kot svojo priložnost in seveda tudi te BIM načine, BIM pristope pri sebi tudi začeti uveljavljati ali to zahtevati. Vsem nam je to v interesu, ker pač seveda želimo uporabljati te tehnologije, na drugi strani se pa tukaj država končno lahko res pokaže z enimi velikimi prihranki. Tukaj zdaj ni več tako, ko je bilo, ko smo prihajali iz risanja na roke v CAD. Takrat je imel pač nek prihranek projektant, ker je hitreje naredil, pa kvalitetneje, drugi od tega niso imeli kaj dosti. Zdaj pa v bistvu je tukaj investitor ima največje prihranke. In zato pač BIM forum je organiziran v Vili Bled, na Bledu, elitni lokaciji in tam tudi vabimo, za elitne ljudi, ampak pač vabimo odločevalce, vabimo tiste, ki vemo, da lahko nekaj vplivajo, da se pač premakne v državi tudi na področju BIM-a. In to je ta glavna razlika. Se pravi, mi nimamo tam, nekih tehničnih prezentacij o tem, kakšna BIM orodja imamo, kako to deluje in tako naprej. Pogovarjamo se bolj o koristih, ki jih ima lahko ta celotna veriga od recimo investitorja, projektanta, izvajalca in vzdrževalca. To je pač ta glavna tema. In zdaj, da ne bom preveč sam govoril, kakšno vprašanje še, da me malo usmerta. Skratka, vprašanj bi bilo veliko, ampak mogoče en tak, ki se mi je za začetek utrnil, pa morda ni nujno direktno vezan na forum, ampak rekel si na prehodu iz pač risanja na papir v CAD so imeli projektanti, pač so projektanti z tem, da so to hitreje delali. Zdaj v prehodu na BIM pa investitorji. Problem, ki ga jaz pač opažam, ali pa najbrž je prepoznavanje ta, da pač vseeno to zahteva, da projektanti pa dejansko to vlogo prevzamejo nekoga, ki bo vseeno vzel BIM in v bistvu s tem začel delati. Konec koncev je pa zelo težko upravičiti, kje imajo pa pol oni neko blazno korist od tega. Če so jasno samo projektantske firme, niso v bistvu design build firme. Vem, to razmišljanje je zelo koreninjeno, vendar je tako, se pravi, danes projektant, ki obvlada BIM tehnologijo, zagotovo ima neko tehnološko prednost na trgu. Pojavljajo se razpisi, kjer pač so zahtevani pogoji v zvezi z BIM-om in prijavijo se lahko podjetja, ki to zmorejo. V prihodnosti pa vemo, da bodo pri vseh projektih te zahteve. Zdaj, seveda, tukaj pač morajo projektanti najti svojo priložnost, zdaj mogoče v tem, da so naprednejši od drugih. Kasneje se bo ta
ta razlika verjetno zmanjševala. Vendar je pa še en moment. Tukaj pravzaprav zdaj se ugotavlja, da imajo projektanti eno pomembnejšo vlogo, kot so jo imeli prej. In sicer zavedamo se, oziroma vsi ti deležniki v verigi gradbeni se zavedajo, da je zdaj ta faza zasnove, projektiranja, kjer operiramo z virtualnim modelom, kjer izvajamo lahko razna preverjanja, testiranja, simulacije in tako dalje, da je ta faza zdaj mogoče, bi rekel, pridobila na pomenu. Ker če smo v tej fazi svoje delo opravili dobro, potem sledijo ti prihranki v naslednjih fazah. In mislim, da se v svetu odkrito govori o tem, da glede na to, da projektanti pravzaprav zdaj prevzemajo to neko večjo, pomembnejšo vlogo ali pač zahtevnejšo vlogo, da bi morali biti za to tudi boljše plačani. In to se odkrito govori, recimo, jaz sem zadnjič, ko smo bili v Nemčiji, gor na tem BIM World, v Münchnu, konec novembra, tam se je o tem odkrito govorilo, da zdaj niso več tisti procenti, ki so bili do zdaj bo treba projektantom pač dati nekaj več. Ampak to se mora investitor zavedati, to se njemu splača, zato če hoče priti do tistih, bomo zdaj rekel, od 5 do 25% prihrankov, ki se pričakujejo v BIM-u. Ampak že 1 pa 2% sta tukaj ogromno v teh projektih, tako da jaz mislim, da bi seveda v tej smeri bo moralo iti, da bodo projektanti to delo dobili plačano. In mislim, da bo to njihovo delo tudi bolj cenjeno, kot je bilo do zdaj. Ja, v bistvu pač to je bilo direktno moje naslednje vprašanje. Ali bojo te projektanti res dejansko več plačani, ker bodo boljše upravljali in bojo jasno lahko delno garantirani neke manjše stroške v fazi uporabe. Tukaj bo moral naročnik, investitor to prepoznati, da se mu splača nekaj več dati projektantu, zato da bo imel boljšo rešitev. Jaz mislim, to bi moralo priti samo po sebi. Drugo so sicer neki vzorci, ki jih imamo, pa se bodo tudi morali spremeniti. Seveda bo treba nekje doseči, da se te cene povišajo. Ne bo to šlo tako hitro, ampak trend je v tej smeri. No, to se mi zdi zelo zanimivo, ker ko se takole malo pogovarjamo z ostalimi, imam pa bolj občutek, da vsi nekako zagovarjajo to, da bo treba nov pristop uvesti k trenutnim cenam, s čimer se sicer ne strinjam, ker kvaliteta na ta način ne more biti boljša, ampak to se mi zdi en drug pristop. Ja. Bi imel pa še eno vprašanje glede BIM foruma. Malo sem bral to poročilo na spletni strani CGS in sem opazil, da so bili tudi tuji gosti prisotni. Zdaj pa mene zanima, kakšno je pa njihovo sporočilo, glede na to, da je to ena druga. Mislim, namen te konference ima drugačen kot namen tistih konferenc, katerih se mi udeležujemo. Pa bi me res zanima, kaj pa oni prinašajo, kaj oni svetujejo. No, tako, to se pravi, ti tuji gostje so za nas zelo pomembni udeleženci. Namreč, lani smo imeli gospoda Adama Matthewsa, predsedujočega EU BIM Task Group. Letos smo imeli Marino Korol iz Rusije. Mogoče gospa Korol je tukaj še bolj, da rečem, na nek način je bila zelo pomembna udeleženka letos, ker ima ogromno izkušenj v uvajanju BIM-a od drugod po svetu. Konkretno tudi seveda v Rusiji. S tem se ukvarja zadnjih 5 let zelo intenzivno. Ima svoje podjetje tudi z lepo ekipo zaposlenih, ki pravzaprav pomagajo državnim inštitucijam, vladam, ministrstvom, da uvajajo BIM v te svoje procese. Mi tukaj, mislim, večina ljudi tukaj pri nas, kateri se pogovarjamo sploh o BIM-u,
pozablja, da je to ena ključna komponenta, se pravi tukaj država, inštitucije, da moramo tukaj nekaj narediti, da se bo ta naš BIM premaknil. Kot sem rekel, projektanti, arhitekti, vsi super usposobljeni, vsi imajo programe, ki so BIM compatible in tako naprej. To ni noben problem nam narediti 3D modele, IFC izvoze, to vse lepo štima. Zdaj pa komu bomo to oddajali in kako bo to delo potekalo naprej. In tukaj je ta država, ki je tako seveda kot nek dinozaver ogromen in kako se ga lotiti. To je ta največji problem in to je v bistvu po mojem glavna misija tudi združenja CBIM. Tukaj se tudi jaz osebno precej angažiram na tem področju in BIM forum je tudi v kontekstu tega. Mi smo v fazi v bistvu pridobivanja nekih podpornikov v državi, smo v iskanju ljudi, ki nas bodo podprli, nam pravzaprav povedali, kako v eni Sloveniji, ki je specifična, ki ima neko svojo organizacijo, kako pri nas to uvesti. In tukaj te izkušnje, ki jih tuji predavatelji prinašajo, so izredno koristne, ker stvar res ni tako enostavna. Mi smo v osnovi inženirji in se s temi rečmi nismo ukvarjali. Zdaj, kje pa začeti z spremembami, zakonodaje, predpisi, kako priti pravzaprav do tega, da bo država uvedla nacionalni program za uvajanje BIM-a. To je cilj. Cilj je nacionalni program za uvajanje BIM-a. Tako kot imamo program za digitalizacijo, uprave državne in sploh digitalizacije Slovenije, in se veliko govori o pametnih mestih in o vsem, sam o BIM-u se pa ne govori. Tukaj so pravzaprav pa največji prihranki. Zdaj na državo, ko se pogovarjamo o drugem tiru, pa tiste številke vrtimo gor dol. Tam lahko prihranimo 10-20%, gospodje, če se lotimo na pravi način. Tako da to je to. In zdaj se pravi, smo v tej fazi, ko trkamo na vrata ministrstvom, vladi in tako naprej, da pravzaprav seveda oni ne samo prepoznajo svojo priložnost, ampak da omogočijo, da pravzaprav se bodo ta pravila zdaj uveljavila v državi. Seveda, država bo morala nekaj za to dati, nekaj bo morala financirati, zato da bodo pripravljalci teh stvari svoje delo opravili. Kaj je treba opraviti, kako je treba opraviti, veliko tega so seveda v tujini naredili, če pogledamo Veliko Britanijo, karkoli drugega, Finsko, še drugo državo, mi lahko stvari sicer kopiramo, prenašamo in večino tega tudi bomo, saj ne bomo izumljali tople vode, vendar, kot sem rekel, vse imamo ene svoje specifike, imamo svojo obstoječo zakonodajo, ki bo treba tudi prilagoditi, tako da je kar nekaj dela na tem. In zdaj mogoče večina tudi po mojem vaših sogovornikov, vsi, katerih se pogovarjamo o BIM-u, samo nekaj pravzaprav, tako bi rekel, tarna, jamra, pa kako bomo zdaj s tem BIM-om, pa se to za nas sam več dela, pa tako naprej. Nihče pa pravzaprav ne pomisli, da je treba nekaj narediti tukaj v državi, v bistvu narediti je treba ene temelje, treba je vzpostaviti pogoje za to, da bomo s temi BIM tehnologijami lahko nekaj naredili. In tem bo imela država prihranke, mi bomo imeli posel in tako stvar bo laufala na ta način. In vidim, po programu so bili ZDRI tam, ki je v bistvu bolj manj državna inženirska firma. Kakšen pa v bistvu so, če se ne motim, so bili tudi stanovanjskega sklada? Predstavniki. Ministrstev so bili tudi ministrstev raznih. Kakšen je po tvojem mnenju nek pripravljenost njihova, kakšno je stanje tega, da bomo recimo v doglednem času nek tak nacionalni program dobili? Pa morda še eno vprašanje. Zdaj, omenil si drugi tir, načeloma imamo najbrž vse kar malo problemov še zmeraj z BIM-om in temi infrastrukturnimi objekti, predori, cestami in podobnim, železnicam najbrž podobno. Ali lahko tudi ta drugo cev Karavank razumemo nekje v smislu
da se bo država naredila nek tak bolj manj pilotni projekt, pa se zraven nekaj naučila, ne? Pa niti ni pilotni, to je kar zares. No, razumem, ampak tak je prvi dejansko tak. Dobro vprašanje. Ja, v bistvu, tako, najprej, če na prvo vprašanje malo odgovorimo. V bistvu, večina teh obiskov, ki smo jih opravljali tudi na ministrstvih, imeli kontakte z temi državnimi uradniki, to so ljudje, ki razumejo stvari, sej ni to, bi rekel, da bi bili to samo neki politiki. In nas vedno podprejo. Moram reči, da je vedno dober posluh. In zdaj BIM, to že vsi vejo, da to je. Zdaj pa naprej, se pravi, zdaj tukaj naprej, oni bodo rekli, zdaj ti uradniki bodo rekli, super, v redu, mi smo za to. Zdaj pa, prosim, pripravite predlog, pripravite program, pripravite nekaj, da bomo mi lahko naprej šli s tem. Ker državni uradniki ne bodo pripravljali projektov, dokumentacije, oziroma ne bodo pripravljali niti nekih zakonskih podlag. Mi, ki smo tukaj na BIM-u aktivni, vemo, zakaj gre in mi moramo zdaj tukaj pomagati. Če tudi mi imamo čisto druge svoje preokupacije, ne vem, jaz moram tukaj skrbeti za podjetje, da bo razvijal software, projektanti morajo delati svoje projekte in tako naprej, ampak ne moramo zdaj čakati od uradnikov, da bo zdaj pa na ministrstvu, ne vem katerem, pa zdaj nek uradnik začel skupaj spravljati nek zakon, ki bo malo dišal po BIM-u. Tega ne bo, tako da tukaj moramo skupaj stopati. Te povezave zdaj delamo. Tako da, kot sem rekel, državne inštitucije so zelo navdušene nad temi idejami, ker ko vidijo te prihranke, absolutno ni dileme. Kako je bil drugi del vprašanja? Ja, v bistvu glede teh BIM-a za te infrastrukturne objekte in pač konkretno za to drugo cev. Tako, tukaj je pa tako, seveda, tukaj se DARS kar dobro junačil, ko je pravzaprav dal leta 2015 razpis za Karavanke ven in ko se je upal zahtevati BIM. Če tudi je bilo tako, malo bi rekel, mogoče malo nepremišljeno, malo preuranjeno, ampak kakorkoli, prvi poskus in zdaj tukaj projektanti in naprej, upajmo tudi izvajalci, se morajo teh principov zdaj držati. In mi smo tudi precej pomagamo tem podjetjem, ki pač delajo na tem projektu. Vsi orjamo ledino, projektanti se učijo, naročnik se uči, mi se učimo, ampak recimo danes, konkretno je na Dunaju, na Tehnični univerzi na Dunaju predstavitev projekta Predor Karavanke, druga cev, kjer Slovenci v bistvu kažemo nekaj, kar Avstrijci še nimajo. In jaz verjamem sicer, da bodo oni to hitro znali tudi izkoristiti v svoj prid. Ampak recimo v tem koraku smo pred njimi. Ne vem, če veste to zgodbo, da v bistvu slovenska stran predora se je začela projektirati v BIM-u. Avstrijci so pa kar klasično delali in ko so enkrat na sestankih to skupaj videli, da zdaj vsak uporablja različne tehnologije, so pa šele Avstrijci malo pomigali za šesti, pa so rekli, mi bi pa tudi tako. In zdaj se pravi, gre cel predor, gre v tej tehnologiji. Tako da se učimo, so seveda zdaj tudi drugi projekti v Sloveniji. Zdaj sta konkretno 2 železniška projekta, imamo IKEA, kot veste tudi, recimo BIM projekt, da ne govorim nekih stanovanjskih zgradb in tako tega je lahko veliko. Ampak recimo en predor Karavanke vključuje sam predor, vključuje ceste, vključuje objekte, en kup inštalacij, rekel nek site planning, tako da rekel je en tak res lep projekt, interdisciplinaren projekt. Tako, da ni to pilotni projekt, to je kar ta prav projekt. No, ampak po vsem povedanem, pa če se navežem še na prejšnji odgovor, mene zdaj zanima, oziroma se mi poraja vprašanje,
A res Slovenija potem rabi neko BIM strategijo za to, da bomo mi BIM spravili v prakso? A ni dovolj samo, da se država kot investitor pač odloči, da BIM zahteva in se industrija sama organizira? Ker več kot očitno to pač deluje. Ne? In če se že pogovarjamo, da je industrija pred zakoni in predpisi, potem jaz mislim, da bi to bila čisto ena taka realistična opcija. Pri nas je to, če bi šli na ta način, bi bilo tako malo divje, v bistvu neorganizirano. Recimo, danes imajo investitorji problem že to, kako sformulirati BIM zahteve. Ne govorimo potem, se pravi, o sami izvedbi, o veliko detajlih, ki so pač na teh projektih. Tukaj definitivno rabimo tudi papirologije, predpisov standardov, to, kar so vse Angleži že pripravili. Da ne naštevam vsega tega, je dokumentacije veliko, lahko študiramo in te stvari bomo morali prinesti pri nas noter. Se pravi, tudi tukaj so pravzaprav vključeni tudi recimo sami standardi, se pravi naš SIST v Sloveniji, potem država z neko gradbeno zakonodajo, potem morajo investitorji vedeti, kako k temu pristopati, tako da bo kar nekaj dela, bo kar delo, da v bistvu se vsa ta papirologija pripravi, kar bo izboljšalo nekje to okolje, da bomo lahko v tem vsi delali. Na koncu koncev je pa še ena stvar zelo pomembna, ker tukaj BIM, jaz rečem, BIM je sodelovanje. Seveda gradimo virtualne modele in tako naprej, vendar tako kot je projekt Karavanke ali pa tudi IKEA ali karkoli, na takih projektih sodeluje veliko podjetij. In smisel BIM-a je v tem, da pač da bo ta projekt nastal skladno, da bodo vsi ti deležniki sodelovali, da bo na koncu ta BIM model usklajen in da bo potem tudi vse potekalo naprej tako, kot je treba. Zato, da pač bo tako sodelovanje potekalo, pa moramo tudi vzpostaviti neke načine dela, sodelovanja. Uvedli bomo počasi sisteme, orodja, aplikacije, ki nam bodo omogočale to sodelovanje in izmenjavo podatkov, ker zdaj to pošiljanje CD-jev pa e-mailov pa tako naprej, tole bo konc zdaj, s tem se ne bo dal delati BIM-a. Naročnik mora imeti kontrolo, mora imeti možnost vse to pregledovati, revidirati, projektant mora hitro reagirati, iz gradbišča moramo imeti promptne podatke. Skratka, vse veste, govorimo o Common Data Environment, se pravi še o tej zadevi, ki jo moramo pri nas nujno uvesti, ki jo morajo naročniki uvesti, to, da bo res polen tak BIM projekt potekal tako, kot je treba. Mogoče samo še eno dodatno vprašanje glede na državo, spreminjanje zakonodaje, predpisov in podobnih stvari. A je kakšna takšna časovnica, kako ne bi se to odvijali v prihodnjih letih narejena in recimo po tvojem mnenju, kaj je realen rok v bistvu za nekaj takega v Sloveniji? Ja, časovnice še nimamo, lahko pa gledamo malo po sosedih. Recimo Nemci so si zadali, da bodo to papirologijo, o kateri sem govoril, pripravili v 5 letih. Pa so dobro organizirani. Tako da, če bomo mi 5 let, bomo zelo hitri. Tako. To, če sem te prav razumel, ne pričakuješ, da bo preko 5 letih, da bojo sprejeti zakoni? Ja, tako. Da bodo neke pravne podlage, da bodo standardi pripravljeni in tako naprej. Veste, ker pri nas imamo žal tudi eno slabo zapuščino. Ne samo, da je zdaj treba vse to narediti, kar so tujci naredili. Mi imamo že za nazaj nekaj grehov. Recimo, ne vem, če verjetno veste, na področju gradbenih kalkulacij, predračunov, predizmer in tako dalje, imamo popoln nered. Nimamo sploh standardiziranih gradbenih postavk.
imamo različne standarde, vsak malo po svoje uporablja. Kako se bomo zdaj zmenili? Mislim, malo bomo morali tudi pomesti še za nazaj. Zato, da se bomo sploh lahko pogovarjali za naprej. Ali pa recimo, ne vem, Avstrijci, Nemci, če se na nivoju K3 pogovarjamo, so imeli lepo standardizirano, ne vem, ta element je te barve na tem layerju in tako naprej. To so se oni držali in imajo neko osnovo. Pri nas tudi tega ni bilo. Tako da, ja, to bomo morali še tudi malo počistiti. Ja. Tako da nas čaka verjetno 5+ let, ampak ne glede na to, mi smo tako, malo smo, bi rekel, imamo malo te improvizatorske žilce, tako malo, zdaj pa fajn, da smo malo, bi rekel, bolj južni, ker recimo eni Nemci tega ne znajo. Recimo, nismo tukaj zdaj pravi improvizatorji na karavankah in na teh drugih projektih in evo, zdaj se drugi učijo od nas. To je dobro, vse bomo, bi rekel, kljub temu bodo ti projekti narejeni in tako z nekaj več zapleti, ampak vprašanje je, kako bo čez 10 let. Čez 10 let bodo pa Nemci tisto laufani, tako kot namazan stroj, pri nas pa ne vem, upam, da bodo. Upam, da bomo sledili temu. Tako jaz vidim. Mene res zanima, kje bomo čez 5 let. Upam, da bomo šli v pravi smeri. To bo že spet nova generacija. Jaz sem tudi že precej v letih. Am to doživel? Bomo lepo. Skratka, mogoče za konec tega povzetka BIM foruma, recimo en tak čist zaključek. Optimizem je, naslednje leto 2018 bo še boljši BIM forum, najbrž. Ja, seveda, vedno, ko končamo neko prireditev, tako kot smo v preteklosti organizirali CGS konference, zdaj BIM foruma, druge dogodke, vedno se najprej malo izčrpaš, pa ne veš, kaj bo čez eno leto. Ampak sigurno, toliko se bo spet odprlo nekih novih stvari, da po mojem, ne vem, po zimi, spomladi, prihodnje leto bomo spet vedeli, kam je treba stvari usmeriti. Tako da, ja, bodo stvari dozorele. Lepo. Matjaž, jaz mislim, da je to zdaj odlično izhodišče, da lahko gremo na priporočila. Tako je. Ja, Matjaž, povej. Jaz sem slišal, da lahko tudi nekaj, kar mi dobimo. Absolutno. Jaz sem letos po zimi, tako sem imel nekaj časa v večerih, pa sem prebral od Dušana Mravljeta knjigo Tek moja norost. Tukaj je več zanimivih aspektov te knjige. Prvič vemo, da Mravlje je bil naš ultramaratonc, izredno, rekel, dober tekač, ki pa recimo ni doživel neke take slave, kakor so jo neki ameriški tekači pa drugi, kjer jih industrija in marketing podpirata. Ampak Mravlje je vse premagoval. In tako tudi mi danes, ne vem, z našimi programi premagujemo konkurenco, pa žal, ne vem, nismo recimo toliko v medijih, pa nismo toliko znani, ali pa smo Slovenci mogoče preskromni, se s tem ne znamo pohvaliti. Druga stvar, kar je dobra pri tej knjigi, je to, da v bistvu ugotoviš, da res to je tek na dolge proge, vse, kar počnemo, to je ta BIM, se je rekel 5 let, ali pa več, treba je biti res potrpežljiv. In jaz se malo ukvarjam tudi s tekom, pač malo tečem. Tako bi rekel, na teh dolgih tekih je osnovna modrost, je potrpežljivost. Moraš biti potrpežljiv, moraš verjeti, moraš videti tisti cilj, če tudi je v tistem trenutku res težko, ampak moraš biti potrpežljiv, prideš počasi do tam. Tako, ene take izhodišča. Zelo priporočam to knjigo, res, ki je tudi lepo napisana in ima veliko nekih takih zanimivih aspektov. Matjaž, super priporočilo. Tudi moja taka mala obsedenost je tek, tako da bom rade volje tole prebral. Tako da, ne vem, glih danes sem imel priliko enemu pripovedovati, kako sem se
odločil, da bom maraton pretekel. Super. Ampak to pred svojim 42 letom. Ne? Tako da sem ujel ljubljanski maraton, ki je bil točno mesec pred mojim rojstnim dnevom, 42, tako da sem jih še stisnil skozi. Jaz sem pa za svojih 50 tekel 50 km. Sam ne vem, če bom za 60, pa še ne vem. To je pa za čestite, ne za tega, če se spomnim svojega maratona, zadnjih 10 km je bilo pa tako. Krvarja. Ja, huda, samo še na psiho si tekel na koncu. To se vse človek navadi, vse v poslu je tako, da v bistvu, to so vse izkušnje. Drugič je pa lažje, 10-tič pa sploh. Ne bom probal tega, ne več. Robi, povej, nekaj dobrega si našel. No, jaz nimam nič povezan s tekom, tako da se naprej upravičujem. Jaz se vedno trudim najti nekaj, kar je povezan z BIM-om, in sem naletel na eno novico na forumu BIM.si, ki me je usmerila na to, da so na strani BIM Object objavili vtičnike za večino BIM programov. Se pravi, da lahko po objektih iz strani BIM Object iščeš kar direktno ven iz programov. In trenutno imajo objavljene vtičnike za 5 največjih, se pravi AutoCAD, Revit, SketchUp, Archicad in pa Vectorworks. Tako da meni je bila novica zelo zanimiva, v bistvu sem se čudil, da to ni bilo že prej, ampak super, da se nekaj dogaja in da je lažje, kar se teh objektov tiče. No, lepo. Hvala za priporočila, Robi. No, jaz imam pa spet po svoji navadi eno audioknjigo. Audioknjiga z naslovom Algorithms to live by. Skratka, govori o algoritmih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. Tako da so takšne zanimive stvari povedane. Tako da toplo priporočam za branje. Se pravi, če se morate kdaj odločiti, kjero stanovanje kupiti, naprimer, pa koliko stanovanj sploh pogledati, predno se odločite za pravega. To je en tak problem, ki ima posebno ime, pa sem zdaj pozabil, ampak v bistvu, če bi jih imeli 100 stanovanj na voljo, ki bi jih hodili pogledati, bi jih prvih 37 samo gledali, pa bi se pa lahko začeli odločiti, da boste enega kupili. Tako da to je nekako statistično, imate največ možnosti, da vzamete najboljše stanovanje. Tako da take zanimive stvari so noter, zelo zanimivo branje. No? Hitro vprašanje, bomo to pot spustili. Matjaž, mislim, da se nekaj bilo dosti spremenili. Tako da smo v zaključku. Matjaž, morda za konec samo še, kje te poslušalci lahko kontaktirajo. Ja, imamo CGS Labs strani, so žive, žurne, tako da tam mislim, da so kontakti drugače. Jaz sem, moram reči, priznam, res malo stara šola, nisem toliko na teh socialnih omrežjih, tako imam dosti računalnika čez dan. Ampak, se ne najde problem. Vedno. Robi? No, najkrajša pot do mene je še vedno, če v Google pišete Robert Klinc, pa mislim, da me ne bo težko najti. No, super. Skratka, mene še zmeraj na matevždolenc.com. BIM pogovori so pa tako kot vedno še zmeraj na spletu, Facebooku, Twitterju in ponovno tudi na YouTubeu, kjer imamo po zadnjem štetju točno 3 naročnike. Hvala vsem 3. Sicer je pa, mislim, to zaključek. Matjaž, najlepša hvala, da si vzel čas in nam povedal in približal BIM forum. Ja, hvala tudi obema vama, Robert, Matjaž. Tako da se priporočava spet naslednje leto, če ne prej. Se pa sigurno vidimo na kakšnem dogodku. Seveda. Tako, boste vabljeni tudi z naše strani, se kje vidimo. Ja. Super. Robi, Matjaž, adijo. Adijo, hvala lepa. Adijo.